Gremo malo na to področje VR-ja. VR pa AR pa iger računalniških. Ne? Kako ti gledaš ta razvoj? Pa, tako no, če te je kakšna izkušnja že mal zelo zadovoljila? Preveč, ker rad ohranjam neko Kaj pa imaš doma? ločnico. Zdaj pa se VR2, ker sem imel Quest, še prej ne vem, kaj se še pač prihajajo in odhajajo, ne. Zdaj je ta PSVR2. Koliko stane, da bi jaz, ker recimo nimam računalnika, imam Maca, nimam PC-ja, koliko me stane, da se odločam, jaz bi recimo imel tak setup, kot ti, za VR igre, koliko mi to stane? Ja, z HP Reverbom 2 si rekel, ne? Ne, po moje bi pa, mislim, če bi hotel Warren, pa bi Valve Index nabavil, ne, Index je Jurja, ne. Jurja je samo teli prstki pa senzori. Čelad, se pravi vizir, kontrolniki in senzori, ne, so Jure, ne. Se pravi, bi rekel, da rabiš računalnik za Jure in pol. Aha, okej. Se pravi, skupaj bi rekel, ne 3 ure, ne, z monitorjem, recimo, ne, to bi bilo pač nekako okvirno. Zdaj, in kaj naj prvo stvar inštaliram? Half-Life Alyx. Ok, ja. Šta bi druga, ne. Se strinjam. Lahko pa tudi PSVR2, ne, se pravi, recimo govorimo pa Jure in pol, ne, se pravi 500 dobrih je VR, ne. PlayStation 5 je 600 recimo, pa en TV, pač valjda moš imeti TV, ne, z tega boš malo težko igral karkoli, ne. Ampak načeloma lahko igraš z mehkim TV-em, brezvežnim, kar itak se tam dogaja, ne. Mislim, ta VR ti nadomesti TV, ne. Tako. To je res, ne, sam vseeno pač nekako zraven govorimo, pač TV imaš, ne moš ampak tehnično lahko imaš tudi beden TV in klej igraš. Lahko pač za Jure priješ čez, ne, dobro. Okay. Zdaj, hočeš to, ne vem. Pač zame, jaz priznam, da je preveč intenzivno, ne, jaz bom vseeno rad neko ločnico, da pač pogledam stran ali naredim tako, pritisnem pauzo, ne, da bi to snemal dol, ne, veš, recimo, ene stvari so preveč hude, ne, recimo Resident Evil 8 je, to ni zame, jaz tega ne morem igrati, ne, ker je preveč, jaz sem preveč noter, ne, jaz hodim po hodniku. Se pravi, stres čutiš. Ja, preveč je, veš, lizard brain od zadaj, ne, govoriti si res o nevarnosti, ne. Zato, ker ni več unga, jaz gledam, ne, ampak jaz sem. Nisi ločen, ja, od izkušnje. Jaz imam rad ločnico, ne, pogledam otroke, pogledam skozi okno, ne, žitek sem noter skos, ne. Zdaj, enem pa dogaja to, ne, se ne rečem. Če pa se tiskamo rad grozljivke, ker ima rad, da ga strašijo, čeprav ne zakaj bi, ker je že vsak dan povsem dovolj grozljiv. Pustimo detajle, ne. Ja, kle se skališ, ne, v igrci Bloodborne se skališ in lažji challenge v Resident Evil 8 se definitivno skališ, ne. Zato, ker pač je enaka igra, ampak si v noter, ne, ti si ta, ne, 7 pa 8, ne, sta pač v VR-ju ne gledaš prvo osebno na monitor, ampak gledaš tukile, ne, tle. Kar pa pomeni, da tvoji možgani dejansko mislijo, da je to res, ne. Zdaj, a ti bo slabo ali ne, to je arbitrarno, enim je, enim ni, ne. Ampak že to, da ti tam si, da po hodniku prihaja proti tebi, ne, da se plazi proti tebi, da dol pade, veš, da imaš ti pištole v roki in da strelaš takole. Ja, v onmu prostoru si, ne, in to je razlika. Ne. Zelo velika razlika. Ja, jaz Half-Life Alyx sem igral, ki si omenil. Jaz več kot uro pa pol nisem mogel, ampak ne zaradi slabosti. Ja, ura pa pol je bilo max. Ker je preveč intenzivno, ne. Ja, pod stresom sem bil. Zabavil sem se, ampak jaz sem bil zmatran. Ker jaz sem v bistvu tam reševal ta svet, ne, in bil sem v njemu in tako, kot si rekel, zombi proti tebi hod, pade ti pištola, oziroma pade ti uno na tla, gledaš, kaj so že komande, ne, in ti si pod stresom, res si pod stresom, drugače, ne. Ampak, ko si zunaj, pa stopi čez tebe, ona ogromna samohodka, ne, stopi čez tebe in ti v bistvu spremljaš s pogledom takole, ne. Tega ni na TV-ju, ne. To imaš ti doživeti, to so doživetja. Ne? To so res, ja. To so kar intenzivna doživetja. In če je to še grozno pol, ne, strašljivo, ne, tvoja glava v bistvu reče, pobegni, ne, bodi tam, ne vem, pač se pravim, lej, niso vsi za vse, ne. A pa praviloma pa recimo Gran Turismo 7, ne, vsak, ko sem ga vprašal, mu je bilo slabo, recimo, ne, v VR-u. PlayStation VR, dvojka, Gran Turismo. Gran Turismo 7 je dobil patch, ne, dokler ne priješ na progo, si normalno gledaš pač v VR-u zaslone, potem si pa noter, ne.
V avtu, ja. Ja, in to je enaka grafika, ali praktično enaka grafika, 60 fps in ti se oziraš okoli in pičiš 300 na uro, dejansko, ne, hrumi vse okoli tebe, ne, se trese in ti recimo dol greš in jaz se zmogel... Pa se VR ima tudi tresenje v tem čeladi, ne? A si probil? Ja. To ima recimo Horizon ti dodatno daje inpute tudi, ne, kaj se dogaja. Recimo, na ročkah tudi. Če te zadene, ali špokne, ti začne vibrirati tukaj ali pa tukaj. Ne. Ful dobro, zelo fajn. Ja, ker gre v to smer, ne, se pravi, zdaj nekako ukvarjamo se istočasno z vizualno simulacijo, se pravi, da ti premikaš glavo in si dejansko v prostoru, ne, to recimo dava še 5-10 let, pa ne boš več, ne bo več toliko razlike, kot je realnost, ne. Zdaj roke dobivaš, ne, da ti lahko dejansko primaš stvari, predmete. To je že nekaj časa. Ampak zdaj je že mainstream to raz. Zdaj pa ta občutek, ne. Občutek še manjka. Ja. In zdaj, imaš ga kle, malo ti zavibrira, v rokah ti malo vibrira, ne, ampak mogoče še telo. Se to je bilo že, se so bili eksperimenti. Ne. Prototipi, ja. Čakaj, ali boš, a ne, se imaš. Bom jaz malo pa. Nisem dotikal, nisem to kavofila, počas. Ja. Ne, so bili eksperimenti, si imel to, kad je vibriralo za celo telo, pa si imel neke subwoofere, recimo, kad je stol pol tresu. Ne, si celo te obleke, ne, kad si jo prav oblekel in si imel določene motorčke, recimo temu, ne, kad niso tako kot haptika napredni, ampak si jih imel, ne, pa ti je do določen delu telesa ti je to vibriralo in tako naprej. Ne vem, vse skupaj je tako malo, ali pa je bilo vse skupaj malo tako posiljeno. Vse,